Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, Semski utrip z studijskim pogovorom z doktorjem Stankom Kapunom, direktorjem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, ki deluje v sklopu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Stanko, danes je bil en posvet, ki ga je vaša organizacija pripravila, pomen javne službe kmetijskega svetovanja na slovensko kmetijstvo. Zelo pomemben segment, ne nazadnje vse znanje se praktično prenaša iz neke teorije, z tistega, kar naredite na zavodih, do končnega proizvajalca ali pridelovalca kmeta. To so svetovalci. In kako pravzaprav ta proces poteka? No, poglejte, jaz nikakor ne morem zamišljati pomurskega kmetijstva ali pa vse slovenskega kmetijstva brez neke dobre kmetijske stroke. In prav gotovo ta kmetijska stroka je kmetijska svetovalna služba. In seveda kmetijska svetovalna služba je sestavljena iz raznoterih strok, od poljedelcev, živinorejcev, ekonomistov, agrarnih ekonomistov in tako dalje. In seveda je potrebno na nek način v regiji konsolidirati vse te znanja in jih dejansko prenesti do kmetov. Da pa mi kot stroka se podučimo in naučimo, pa seveda moramo obiskovati različna izobraževanja, tako doma, kakor v tujini. In naš Kmetijsko-gozdarski zavod v Murski Soboti zdaj že 32 zapovrstjo, se pravi 32 let, organizira Zadrševe Javčeve dneve, kjer je prisotna 2 dni vsa slovenska stroka, kjer se na nek način poinformiramo z strani producentov znanj z najnovejšimi dognanji, tako znotraj Slovenije, kakor tudi iz tujine. In tu lahko reče znotraj Slovenije, da obe univerzi sodelujeta, kakor Kmetijski inštitut Slovenije in še tudi druge inštitucije, in to znanje prenesejo na nas, v tujino pa gremo dejansko po tisto, kar nam v Sloveniji producenti znanj ne morejo nuditi. In seveda naša naloga je potem, da vso to znanje prenesemo na naše kmete, se pravi preko različnih izobraževanj, predavanj, delavnic, demonstracijskih poizkusov in tako dalje. Preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zadnjem obdobju se veliko daje poudarka EIP projektom, potem se daje veliko poudarka javnim naročilom, potem javnim razpisom, kjer tudi dejansko naš zavod lahko kandidira za ta sredstva, in seveda koordinator je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki koordinira to delo. In seveda, če dobimo na razpisu to delo, zopet v obliku nekih demonstracij, potem preko nekih predavanj, zopet prenašamo neka znanja do naših kmetij. Tako da lahko rečem, da je naše delo kmetijskega svetovalca zelo raznoliko, lahko rečem zelo težko, kajte res pa je, da pa moramo na nek način spremljati vsa dogajanja v svetu, najnovejša dogajanja, in predvsem zdaj je v ospredju po koroni ta digitalizacija. In seveda digitalizacija je prihodnost v kmetijstvu, in ravno danes na tem posvetu sem poudaril, da bomo mogli tudi kot kmetijci, kot kmetijska stroka pri naslednji koncesiji podelitve na nek način ministrstvo imeti v vidu, da pa bo dala možnost zaposlitve tudi tovrstnim strokovnjakom, kajti danes kmet uporablja sodobno tehniko, digitalizacijo, drone uporablja, in seveda stroka mora biti kot prva s tem podučena, da lahko kmetu tudi svetuje. Stanko, morda največji
doprinos, pa se mi zdi takole, ko laično gledam na tole zadevo, seveda številni razpisi. Slovenija je še zmeraj neto prejemnik sredstev Evropske unije, tudi v kmetijski politiki se temu najde in tu brez znanja, ki so ga usmerjali svetovalci na kmete. Ne nazadnje mislim, da preko 90% kmetov se je glede razpisov obračalo na vašo službo, je zagotovo ta doprinos, pa da ne rečem recimo kot so akcije Prevzemniki mladih kmetij, v zadnjih 10 letih je to šlo skokovito naprej. Točno tako in lahko rečem za lansko leto kmetijska svetovalna služba je preko subvencijske kampanje prenesla do kmetov 40 milijonov evrov, seveda to ni majhen denar, in pa za investicijska sredstva okoli 15 do 20 milijonov. Tako da teh 30 ljudi, 33, ki nas je, svetovalk in svetovalcev, dejansko prinesejo ogromno denarja v ta prostor in kot ste rekli, zaenkrat še to evropski denar. Bolj ali manj evropski denar in seveda naše delo je in naš cilj je, da čim več tega evropskega denarja moramo pokasirati in ga naj uporabijo, potkajo v svojo proizvodno, v svoje investicije naše kmetje. In jaz mislim, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izredno zadovoljno, da ima preko Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije tako dobro strokovno službo, ki zna ta denar v Evropi tudi pobrati. Stanko, morda takole za konec, zagotovo več ni nespoštovanja do seveda teh svetovalcev, če še to morda pred 20-30 leti bilo, ko se je to uveljavljalo, danes več temu ni tako, ker uporabljajo res strokovno delo v pomoč kmetom. Pa vendar, tudi oni so veseli, če dobijo kakšno koristno, povratno informacijo od kmetov, ki imajo na določenih področjih vendarle izkušnje. Prav gotovo vzajemnost ta prenosa informacij od enega do drugega je izredno pomembna, moram pa povedati nekaj. Moji svetovalci so zelo skromni ljudje in jim je že čisto dovolj, če jih nekdo pohvali. In prav je tako, Stanko, da jih vse enkrat na enem mestu, priložnost je gotovo, kmetijsko-živilski sejem, najin pogovor, da se pohvalijo svetovalci, ki tudi skrbijo preko medijev, preko radio, preko televizij za sprotne informacije o škropljenju, o ne vem čem vsem, tudi v našem studiu se velikokrat pojavijo in svetujejo v dobro kmetovalcev, pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov. Hvala za tokratni pogovor. Hvala lepa vam. Uživajte še naprej na Agri 2024 in vse dobro zavodu v Murski Soboti. Hvala vam lepa. Nasvidenje.